Transformerji. Večina najprej pomisli na igrače in filmske eksplozije. Ampak danes bomo pogledali malo globlje. Poskusili bomo razumeti, kaj se v resnici skriva za vsem tem. Od korenin neke starodavne vojne do presenetljivo globokih filozofskih vprašanj, ki jih odpira še danes. Začnimo z eno samo preprosto mislijo. Samo za trenutek si predstavljajte. Kaj pa, če bi imel vsak avto, vsak tovornjak, vsako letalo okoli nas svojo zavest, svojo dušo? In to še ni vse. Predstavljajte si, da so ta bitja ujeta v kremplje starodavnega, neskončnega konflikta. Vojne, ki divja, praktično povsod okoli nas, pa je nihče ne vidi. Skrita je vsem na očeh. Ok, gremo po vrsti. Da bi resnično razumeli, zakaj gre v tem spopadu, moramo iti čisto na začetek, na njihov domači planet. Vse se začne tukaj, na Cybertronu. Ampak pozabite na planete, kot jih poznamo, to je ogromen, kovinski svet. In kar je najbolj pomembno, tam ni miru. Že milijone let ga dobesedno trga narazen brutalna državljanska vojna, ki ga je pripeljala na sam rob uničenja. In v samem jedru te vojne stojita dve strani, dve popolnoma nasprotni filozofije. Na eni strani so avtoboti, vodi jih plemeniti Optimus Prime. Njihova ideja, svoboda je pravica vseh. Na drugi strani pa Decepticoni pod vodstvom neusmiljenega Megatrona. Njegov cilj, mir, ampak mir dosežen s tiranijo in absolutno kontrolo. Tukaj ne gre samo za boj, ampak za spopad dveh svetov, ki preprosto ne moreta obstajati skupaj. In najboljše pri vsem tem je, kako se ta ideološki spopad pokaže v tistem, kar je za transformerje najbolj značilno. V njihovi transformaciji. Ker njihova oblika, veste, ni nikoli naključje. Pove vse o tem, kdo v resnici so. In to je res fascinantno, ko malo pomislimo. Vzmemo Optimusa Prima. Velik tovornjak. Kaj to pomeni? Stabilnost, moč, zanesljivost. Potem pa Megatron. Uničujoč tank ali reaktivec. Je sploh treba kaj dodati? Je čista, surova, uničevalna ambicija. In seveda Bumblebee. Majhen, hiter avto, popoln za izvidnika, ki stavi na hitrost in dejanja, ne pa na velike besede. In ta ista ideja se ponavlja povsod. Imamo recimo Starscreama, zahrbtnega lovca F-15. Njegova oblika kar kriči izdaja. Ali pa vsi tisti Lamborghini, ki povsebljajo hitrost in eleganco. In potem bum, Grimlock, T-Rex, surova, neukrotljiva, predavna moč. Vsak od njih je v bistvu zgodba o malem. Ampak ta epska zgodba ni ostala samo na enem mestu. Pripovedovali so jo na 1001 način v različnih medijih, kar nam pravzaprav pove, kako močna in prilagodljiva je ta osnovna ideja. Recimo, poglejmo serijo Transformers Prime. Tukaj se niso hecali. Vojna je prikazana kot nekaj, brutalnega. Izgube so resnične, posledice so težke, liki so veliko bolj kompleksni, njihove odločitve imajo težo. To seriji daje eno tako čustveno globino, ki je prej morda nismo bili vajeni. In ravno to je dokaz, kako vsestranska je ta franšiza. Na eni strani imamo torej originalno risanko iz 80-ih, barvita, junaška, zabavna pustolovščina. In potem na čisto drugi strani spektra serijo Prime. Temna, resna, polna čustev, ki se ukvarja z žrtvovanjem. Ista vojna, isti liki, a popolnoma drugačen občutek. Sreda, potem so tu še videoigre, ki so nam dale priložnost, da to vojno doživimo na lastni koži. Igre, kot sta War for Cybertron in Fall of Cybertron, sta nas dobesedno vrgli v zadnje upopane dni planeta. Potem pa Devastation, to je pa čista nostalgija, prava poslastica za vse, ki so odraščali z originalno risanko. Ampak kaj je pravzaprav za vsemi temi eksplozijami in kovino? Morda presenetljivo, ampak ta franšiza se ukvarja z res globokimi filozofskimi vprašanji. In to je verjetno razlog, da je preživela tako dolgo. V filmih so recimo uvedli idejo transformiuma. Kaj je to? Predstavljate si programirano snov. To ni navadna kovina, to je tekoča materija, ki lahko postane karkoli hoče. In to je seveda super metafora za prilagodljivost, za neskončne možnosti tehnologije. Meja med strojem in, skorajda magijo, postane zelo, zelo tanka. In potem pridemo do jedra vsega, do enega samega stavka. To ni samo nek citat, ki ga izreče Optimus Prime. To je temelj vsega, filozofija celotne franšize, zbrana v par besedah. Svoboda je pravica vseh čutečih bitij. Vse, za kar se avtoboti borijo, izvira iz tega.
Torej, ko potegnemo črto, vidimo, da to ni samo zgodba o robotih, ki se tepejo. Ukvarja se z vprašanji, kot so, kdo sploh smo, kaj definira našo identiteto, koliko je vredna svoboda in kaj je prav, ko se borimo za vire, ki jih zmanjkujejo. In ta vprašanja, ja, so danes mogoče bolj pomembna, kot so bila kadarkoli. In s tem pridemo do zadnjega dela, ki je mogoče celo najbolj nor. Kako se vse to, kar se je zdelo kot čista znanstvena fantastika, danes že dogaja v našem svetu? Poglejmo samo tole. Leta 1984, samovozeči avtomobili, čista znanstvena fantastika. Danes Waymo ima cele flote avtov brez voznika. Ideja Transformiuma se sliši noro, ampak IBM že dela na nečem podobnem, na Klektroniki. Humanoidni roboti niso več v risankah. Boston Dynamics, Tesla Bot, to so realne stvari, ki se razvijajo zdaj. Tisto, kar je bila včasih fantastika, dobesedno pred našimi očmi postaja resničnost. In vse to nas pripelje do enega samega, a absolutno ključnega vprašanja. Zgodba o transformerjih je, v svojem bistvu, zgodba o dveh nasprotnih si programih, dveh filozofijah, ki so jih vgradili v inteligentne stroje. In zdaj, ko se naša tehnologija prebuja, ko naša umetna inteligenca postaja vse bolj, inteligentna, se moramo vprašati, kaj bomo vgradili vanjo mi? Vrednote Optimusa Primeja ali ideologijo Megatrona? Od tega odgovora je odvisno, kakšna bo naša prihodnost.